Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 14. maj 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Na izpitno vožnjo v Mariboru je treba čakati tudi več kot 3 mesece. Ocenjevalcev je premalo, njihove plače pa so sramotno nizke, menijo v sindikatu. Bodo stavkali? Bodo grobnine po podražitvi na pokopališčih Pobrežje in Dobrava višje tudi na preostalih 6 pokopališčih v Mariboru. Če bodo svetniki predlog potrdili, se bo cena podražila za dobrih 45%. Pogovarjali smo se s slovenskim reprezentantom Dejanom Petrovićem, ki je izrekel pred lovom na dvojno hrvaško krono. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Na izpitno vožnjo v Mariboru je treba čakati tudi več kot 3 mesece, čeprav predpisani normativ oziroma dopustna čakalna doba predvideva 30-dnevni čakalni rok. Število kandidatov, ki bi želeli izpit opravljati, namreč narašča, redno število ocenjevalcev pa pada. V Sindikatu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa oziroma krajše AVP ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj še 10 ocenjevalcev, zdaj jih je okoli 60. V sindikatu so za začetek maja napovedali stavko, ki so jo nato prestavili. Nov datum je predviden 20. maja, a v sindikatu upajo, da bodo pogajanja uspešna in jim po stavki ne bo treba poseči. O njihovih zahtevah in odgovorih ministrstva na drugi strani bova govorili z urednico Črne kronike Elizabeto Planinšič. Beti, najprej kratko vprašanje za ogrevanje. Kdaj si ti opravila vozniški izpit, se še dobro spomniš svoje izpitne vožnje? Lep pozdrav sem skupaj. Rosno mlada, pred 35 leti. Starša sta tako meni kot obema bratoma to poklonila kot darilo za 18. rojstni dan. Spomnim se, kako se ne vem, imela sem grozno tremo, a sem k sreči bila že prvo uspešna, če tudi mi je potem moj inštruktor rekel, da me ni bi rad srečal na cesti, ker imam menda kar težko nogo. Potem imaš malo lepšo zgodbo kot mojo, jaz sem bila šele v 3. uspešna, se še tudi spomnim teh poskusov. Torej, Beti, v Sindikatu Javne agencije Republike Slovenije AVP za varnost prometa torej so ocenili, da so razmere tako slabe, da so se odločili za stavko. Kakšne so torej razmere, v kakšni pogoji delajo ocenjevalci vozniških izpitov? Ocenjevalcev je v prvi vrsti premalo, njihovo število namreč konstantno pada. Leta 2012 so izpitni centri prešli pod okrilje AVP, torej so postali del javnega sektorja. Avtošole pa so tržna dejavnost in v bistvu zato se dogaja, da je kandidatov za izpite vse več, avtošole torej vedno vabijo nove kandidate, medtem ko pa je ocenjevalcev, kot že rečeno, vedno manj. In zaradi tega se seveda podaljšujejo čakalne dobe in ker se podaljšujejo čakalne dobe, je vse več tudi nezadovoljstva, in katerega tarča so na koncu zdaj prav ocenjevalci. Spomnimo, v tem kontekstu v začetku tedna je odstopila direktorica AVP Simona Felser, ki je dejala, da v obstoječem sistemu ne vidi možnosti za uresničitev vizije te agencije. Drži, odstopila je, čeprav je bil njen odstop v bistvu zelo nepričakovan. Felser v odstopni izjavi ni niti namignila, da bi bila njena odločitev povezana z grožnjami sindikata o stavki, a težko je verjeti, da ni to vsaj eden od razlogov. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč kar ostro nastopilo do AVP, ki po njihovem ni ustrezno pristopilo k reševanju težav v zvezi z vozniškimi dovoljenji. Torej po njihovem bi agencija lahko naredila več. Felserjeva je pa kot zadnje besede namenila le dejstvo, da se v obstoječem sistemskem okviru ne vidi realnih možnosti za uresničitev svoje vizije in v bistvu odstopila. Če pogledamo malo številke, o kateri sva govorili, torej zraven 5 vodij izpitnih območij je v Sloveniji trenutno redno zaposlenih 57 ocenjevalcev vozniških izpitov. V sindikatu pravijo, da zanimanja za poklic ni in na to najbrž vpliva tudi dejstvo, da so plače inštruktorjev vožnje višje. Da, v sindikatu izpostavljajo, pa tudi v agenciji prav to, da so torej inštruktorji varne vožnje plačani boljše kot posamezniki, ki sedijo v komisijah in v bistvu ocenjujejo delo tako rekoč tudi inštruktorjev. Delo ocenjevalca pa, to je treba izpostaviti, lahko opravlja le oseba z ustreznimi izkušnjami in predhodnim delom v šoli vožnje.
Poleg zahtevnosti poklica in starostne strukture, povprečna starost ocenjevalcev je skoraj 50 let, pa je po oceni AVP razlog tudi v konkurenčnosti pogojev zaposlitev, torej prav plača. Opozarjajo pa še, da torej podaljšane čakalne vrste močno vplivajo tudi na pripravljenost kandidatov za kategorijo B, njihova pripravljenost naj bi bila posledično precej slabša. Da, kandidati v šoli vožnje odvozijo po programu obveznih, torej vsaj 20 ur, lahko tudi več, ampak vsaj 20 je obveznih, potem pa vozijo za spremljevalci ali pa tudi ne. Pred izpitno vožnjo pa tako ne odpravijo vseh pomanjkljivosti, ki bi jih morali z učiteljem vožnje. Da, in zaradi tega je tudi uspešnost kandidatov slabša. Slišali smo torej stališče agencije, stališča sindikatov, kako pa torej na vse te zahteve odgovarjajo na Ministrstvo za infrastrukturo, kako gredo pogajanja, kakšne so njihove rešitve? Kot sem že rekla, so kar ostro nastopili do agencije, da bi ta lahko naredila več, in tudi na ministrstvu zatrjujejo, da se vse da urediti znotraj agencije. Povedo tudi, da so v zvezi z nezadostnim številom ocenjevalcev na Ministrstvo za javno upravo že večkrat naslovili predloge za povečanje števila zaposlitev. Za izboljšanje položaja ocenjevalcev so dosegli, da so bili v bistvu uvrščeni boljše na plačni lestvici. Z novo plačno reformo pa so ocenjevalci tudi dobili zraven nekaj, in sicer 4 plačne razrede, a dvig bo postopen in bo v celoti izpolnjen šele leta 2028. Za primer naj samo povem, da je v lanskem letu ocenjevalec približno 20 let delovne dobe prejel 2284 evrov bruto plače brez dodatkov. Hvala, Beti. Vse bomo torej in morebitno stavko oziroma dogovor, na katerega upajo, bomo spremljali še naprej. Hvala. Hvala, drži. Potem, ko so se v začetku leta v Mariboru podražile grobnine na pokopališčih Pobrežje in Dobrava, s katerima upravlja pogrebno podjetje Maribor, bodo mestni svetniki v prihodnjem tednu odločali tudi o podražitvi grobnin na pokopališčih v Kamnici, Limbušu, Malečniku, Razvanju ter na Urbanu in Gaju. Z njimi upravljajo tamkajšnje krajevne skupnosti. Če bo mariborski mestni svet predlog potrdil, se bo cena grobnine za enojni grob podražila za dobrih 45% na 27,61 evra. Kot je povedal predsednik krajevne skupnosti Kamnica Simon Hauptmann, so si za podražitev prizadevali že dlje časa, saj je trenutna cena grobnine za enojni grob, ki znaša 18,94 evra, še iz leta 2009. Naš novinar Igor Selan piše o razlogih za višje cene pogrebnin. Tudi o tem, zakaj bi bila omenjena pokopališča tudi po novi višji ceni še vedno cenejša od pokopališč na Pobrežju in Dobravi. Pogovarjal pa se je tudi z direktorico pogrebnega podjetja Maribor, Lidijo Pliberšek, ki pojasnjuje, zakaj sploh imamo v Mariboru 2 pokopališči, s katerima upravlja pogrebno podjetje, s preostalimi 6 pa krajevne skupnosti. Na športnih straneh prinašamo intervju s slovenskim reprezentantom Dejanom Petrovićem, ki z Rijeko v prihodnjih 2 tednih lovi dvojno hrvaško krono. Ekipa slovenskega vezista, s katerim se je pogovarjal Nik Brumen, se bo v naslednjih 4 tekmah pomerila le še z 2 tekmecema, ker 3-krat se bo namreč udarila s Slavenom iz Koprivnice, 2-krat v finalu pokala in še v zadnjem krogu prvenstva. Na koncu cijela sezona pride na te 4 tekme, vse bo odvisno od tega, tako da vse, kar bo do zdaj pozabimo in maksimalno ta 4 finala. Ja, kaj pa bo ključno, da torej sezono pripeljete do konca po lastnih željah? Ja, odigrati vsako tekmo maksimalno. Tudi na rezultat bolj kot kaj druga, zdaj ti spol več našteje. Važno, da zmagamo vse do konca. Celoten intervju s Petrovićem preberite v današnji tiskani izdaji Večera in na spletni strani večer.com. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 14. maja 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.